ne dočaka dan. Živijo, mogel sem si zapisati ene par stvari, kar ste mi vrgali naprej, zaradi te grozne migrantske, islamizacijske krize Evrope, ki vas toliko skrbi. In najbolj ste mi smešni uni, ki mi rečete, kaj pa treba skrbeti za svoje, kaj pa za naše ljudi, naši otroki so lačni. Dobro jutro, da ste spoznali, da je treba pomagati sosedu. Dobro jutro je, da ste spoznali, da imamo tudi mi lačne, da imamo tudi mi brezdomce. Kje ste bili pa na prejšnjih 5 mesecev, 5 let, 10, 15 let, a ste šele zdaj opazili, da imamo lačne? In če smo že pri svojih, prejšnjič, ko sem naredil en posnetek, pa potem drug, sem poslal 1919 boter 5, pošljaš in pomagaš, verodostojno, preverjeno, se pravi, ve se, kam gre vsak evro. Pa zahteval sem od vas, da mi pošljete saj en screenshot, pa ni se en najdu, da bi naredil ta screenshot. In zdaj mi vi še zmeri mečete to naprej, skrbimo za svoje. Skrbimo za svoje, tako da boš doma očitno na FB-ju kritiziral vsakega, ki si mogoče želi pomagati oziroma se ne strinja z nečem, kar ni humano in tebe to kao cool in doma pol tipkaš in gledaš, kaj je nekdo drug napisal, brez da bi to preveril in padaš na podle fore in sam zaradi svojega strahu začneš ali diskriminirati, sovražati, karkoli, če ne drugega, pač ne razmišljati svojo glavo, recimo, ne. Tako da vsi te, ki hočete pomagati svojim, ne to pisati, začnite to delati, dejanja štejejo, sam to je pomemben. Gremo naprej. Moram tukaj malo počakirati, dobro, da se je luč ugasnila, to ni dobro. Narod zbudi se. Se pravi, narod zbudi se, to sem omenil tisti zaradi unih pizderij, ki se je kao parlament napolno razbil, pa te tako naprej stvari. Se pravi, če vi mislite, da je treba razbiti okna, vrata od parlamenta, vlade, pa ne vem česa, jaz mislim, da je to napaka in dejansko tukaj imate dosti podobe v teh migrantih, beguncih, kakorkoli hočete jim rečete, za mene so še zmer ljudje, in vi in oni, da ne bo pomote, ampak se razumem, da pač vsem ljudem je treba pomagati, in brezdomcem, in njim, in komorkoli pač, ki beži od pizderije. Ampak gremo po vrsti, se pravi, če boste vi razbijali naš parlament, ne boste s tem nič dosegali, kar ste tudi videli. Prej bi lahko dosegali, če bi se udeležili mogoče volitev, ampak nočem pametovati sploh o politiki, ker je bila udeležba katastrofalna. In zdaj, ko za koga pa da bomo, če so skozi eni in isti? Ja, valjda se skozi eni in isti hode na volitve in zaradi tega so tam eni in isti. Kdaj ste nazadnje mimo 3 velikih televizij prebrali mogoče kakšen časopis in mogoče najdel nekoga, zaradi koga bi lahko recimo pač oddal svoj glas. Ampak itak ni panike. Se pravi, z razbijanjem državne lastnine ne boste nič dosegali. Z razbijanjem državne lastnine ne boste nič dosegali. Da se vrnemo na policaje. Isto so vas policaji mogli držati nazaj, čuvati, kakor danes čuvajo te modele, migrante, begunce, kakorkoli jim rečete, vsem je, kako jim rečete. In oni hočejo samo mem, zdaj, ne? In itak se vam niti ne sanja in nočete se dati v njihovo kožo, ker če bi se dalo v njihovo kožo, bi jih mogoče lahko razumeli. In zdaj, jaz sem prvi, ki bi dvignil in policajem plačo, in medicinskim sestram, in vsem, ki so v temu sistemu ujeti, ker si zaslužijo več flik. Ampak to, dragi moji, ne bomo dosegli s tem, da bomo mi razbijali ali parlament, ali vlado, ali ne vem karkoli. To se doseže na volitvah, demokratične spremembe. Vrnemo se nazaj k Evropi. Vi bi radi bili ščit Evrope. Pa dame in gospodje, vsi vi, ki pljuvate po teh migrantih, poseljevalcih, tem, kar režejo glave dol, recimo, kakorkoli jim rečete, jaz nisem tega rekel, to ste vi rekli, vsi vi, ki pljuvate njih in ki pravite, da se oni ne bi mogli navaditi, da ne bi se mogli navaditi na ta evropski sistem. Nažalost, vas moram opomniti, vi se še niste navadili na evropski sistem in temu, kar Evropa strmi. Se pravi, hočem povedati, da v Evropi deluje zaenkrat dosti hudo v razvitih državah,
da smo si dost enakopravni in da imamo na nek način vsi enake pravice. In niti ti in niti jaz ne smeva se bolj počutiti, da lahko potujeva po celem svetu z nasim pasportom, nekdo iz drugega konca pa naj tam trpi, kjerkoli že je, nimaš vize, ostam tam dol, razumeš? Zakaj? Kaj se ti nekaj več? Kaj sem jaz nekaj več? Misliš, da si nekaj več? Poglej se v ogledalo in se vprašaj, da si nekaj več. Poglej se v ogledalo in se vprašaj, zakaj sem jaz bolj več vreden kakor begunc, zakaj sem jaz več vreden kakor Afričan, zakaj sem jaz več vreden Kitajc, ki dela, da imam jaz lahko dobre cune na sebi cel dan za ne vem kakšen drobiž in ti misliš, da si nekaj več. Meje morajo biti, ma kere meje? Meje, kere so ti narisali v osnovni šoli? Meje, kere so ti drugi postavili? Folk, sorry. Če bi poslušal moja muziko, kolikor je očitno niste, bi dojel, da jaz ne delam razlike in mi dol visi, a si ti to, ali si ti tisla, ali si ti un, ali si ti tret. Men dol visi. In mi dol visi, a zdaj, kolikor obrnete, rečete, da boste nehali poslušati moja muziko, da boste nehali biti moji fani. Pa jaz nikoli nisem hotel fane. Vse, kar sem želel, je imeti svoje poslušalce, folk, ki me bo štekel, folk, ki bo z mano na isti valovni. V bistvu ste pa zdaj končno dobili vsi, ki me nikoli niste marali, ste zdaj končno dobili nekaj, na kar se lahko obeste. Pa obeste se, veste na kaj? Vete, obeste se na to zdaj, kar govorim in ker to govorim direkt za vas. Vsi, ki ste kupali moje plate in ki vam ne sede to, da sem na strani beguncev, Kitajcev, Indijancev, da lahko pride v Evropo živeti z nami. Vrnite mi plate, odkupam vam jih nazaj, vse do 1 centa. Vzel bom nov kredit, če treba, ker vi očitno ne rabite mojih plat, ampak jaz jih rabim, ker jaz sem jih naredil za enako misleče. In ne glede na to, kakorkoli se to neumno sliši, to resno mislim. In vsi ki vas moti, ki me sprašujete, zakaj jim pa ne pomagam? Zakaj jim ne pomagam? Zaradi tega, ker sem prepričanja, da tudi če karkoli pomagam, da ne rabim vse javno objaviti, posnet, pokazati. Dovolj je, da mogoče na vsake toliko cajta sam malo pokažeš, da se mogoče še kdo od vas naleže za naše magar. Saj ne rabite pomagati beguncom, vi še svojim nočete pomagati, kaj je treba. Ja, slišal ste me, ampak pazi, to ne leti na une, ki pošiljate SMS-e, ker razumete se od državljane, se pravi, ne govorim zdaj to samo za dobre ljudi, govorim za une, ki samo pišete neumnosti in ste totalno žleh, drugih besed nimam za vas. In par modelov mod, ki me vidijo v BTC-u pit kavo. Pa kaj ste mislili? Da bom cel life ostal v papirenci velče za strojom? Folk, vklopite svoje možgane. Ne bo vlada poskrbela za tebe, za mene, za njega, za tretjega. Sam se moraš dvigant. Najdati svoj krog folka, s katerim boš delal dobre stvari, spoznaval dobre ljudi, uporabil dobre ideje, šel v svet, potoval, razumel, iskal, najdu, bil vesel, ne pa sam zamorjen, debel, odmeka doma, 14 ur za kompom sedel, koliko si zbledel. Pa ti gre na kurac zato, ker folk hoče boljšo prihodnost. Te je strah, ker mogoče veš, da ima od tebe boljšo sposobnost. Mogoče bo igral boljšo tebe nogomet. Od mene bo mogoče kdo od njih delal boljši rap. Pa kaj pol, še zmer bom uletel na čet in bom rekel, svet je lep, prijatno nared nekaj iz sebe na sed. Gremo naprej. Moji bratje so vsi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku in ki ne bi niti enkrat pomislili, da bi naredili komurkoli kanček slabega. To so moji bratje. In če ti to misliš tako, pol te imam za brata. Če misliš kakorkoli drugače, da je treba ene pobiti, da je treba ene tja zažgati gor dol, model, nisi moj brat, nikoli ne boš mogel biti moj brat s takim razmišljanjem. In ja, človek, ki ni pripravljen pomagati človeku, ko je v stiski, ne spada med človeštvo. Pičemo dalje, zakaj zavračajo pomoč? A ti jaz povem, zakaj zavračajo pomoč? Ker hodijo mogoče eni 10, 8, 15, en mesec dni zmrznjeni. Pejte enkrat vzeti svojega mlajšega bratranca, pa pejte enkrat zvečer 4 ure sedeti samo na zemlji, brez premraženi, brez česarkoli. Pa kjeri zavračajo pomoč? Kaj, ker ste se spomnili v folih, samo zaradi tega, ker je križ gor. Model, oni nočejo pomoč, oni so očitno določeni, Hrvati so jim pomagali, Srbi so jim pomagali, Grki, so šiti, so ženi, če kdo lačen dobi, itak vzame, niste bili tam, ne vete očitno niti kako zgleda. Vse, kar hočejo, iti naprej. Hočejo iti naprej, ker očitno res tukaj jim je jasen, da se tudi mi nekako borimo iz meseca v mesec, delamo stvari,
čakamo, da se stvari spremenijo, da se odvije bolj za vse in oni nočejo ukradati tvojega kruha, oni hočejo iti sam naprej v razvite države, kot je Nemčija. Zakaj je Nemčija? Zaradi tega, ker ima 88 milijonov ljudi in ker je ena izmed bolj razvitih držav v Evropi in ker rab kader zdravnikov. In vam je čuden, zakaj, kaj ste vi mislili, da so tam samo pomivalci posode, a ste mislili, da so tam samo v Siriji rudarji, a ste mislili, da v Siriji ni inteligentnih ljudi? Ok, če ste to mislili, motili ste se, imate Google, upišite Sirija, pogledajte malo njeno zgodovino, pa boste mogoče vedeli, s kom imate opravka, da so to eni bolj prijaznih ljudi na svetu. Pazi, pozabimo zdaj to. Nočem nobenega ponižvati, nočem nobenega dvigovati. Treba je dati vsakmu priložnost in kar se tiče zavračanja pomoči, se pravi, oni so sprejeli pomoč. Vsi tisti, ki sem vas pogledal, če kjer v vaše stranice, kaj vse objavljate in pa pravite, mi smo šli pomagati in sem pa mi je bilo prav žal, ker sem šel pomagati, ker sem videl, kakšni so, sploh ti noben ne zna reči hvala. A ja, ti si šel pomagati, da tebi nekdo ljubi guzico, ljubi ruku in da ti reče hvala ti, da se ti klanja. Ti si hotel biti božanstven. Ti si hotel biti božanstven. Pa človek, če greš pomagati sam zato, da ti nekdo reče hvala, ne greš pravilno pomagati. By the way, 10 dni, otroka enega v drugem naročju, enega v tretjem, hobotanca, mogoče sem zgubil matko 2 tedna nazaj, ampak tebe boli kurac, ker si itak nastrojen. In jaz sem zdaj ven padel. Itak, da sem ven padel, ampak se bom vrnil nazaj noter, slej kaj prej. Ven padem zaradi tega, ker ste očitno res, ne bom vam rekel fašisti, nacionalisti, karkoli. Sam razlika med nami, ali dobri ljudje, slabi ljudje, ljudje, ne ljudje, druge razlike ni. Mene zagovarjati, vsi tisti, ki ste z mene zagovarjali pred vašimi frendi, lepo vas prosim, mene ne rabite zagovarjati. Mene ne rabite zagovarjati. Moja dejanja zagovarjajo mene. Vi mene ne rabite zagovarjati pred vašimi frendi. Dostikrat sem slišal od kakšnega mojega poslušalca, da mi reče, ja, veš kaj, tam v moji družbi te ne štekajo, oni tako, ja, pa kaj pol, stari, če tebi sedem cool, the best. Res, ne rabim nobenega sprenevedati, da sem jim jaz všeč ali pa karkoli. I don't give a fuck anyway, razumeš, kaj mislim? Mene zagovarjati ne rabite. Poskrbite za sebe, da se imate dobro, da se dobro počutite, da veste, kaj hočete doseči v svojem lifeu, študirati, delati, karkoli, sam ne blefirati. Mene pa zagovarjati ne rabite. Jaz vem, kdo so ljudje, ki imajo mene radi, kdo so ljudje, ki mene ne marajo. Vem, kjerim sem všeč, kjerim ne. Eni ste komi čakali take trenutke, da ste lahko svojo dvoličnost pokazali. In vsi čefurji, ni važen ali iz Bosne, ali Srbije, ali iz Hrvaške, ali iz Makedonije, iz Kosova, I don't give a fuck. Vsi čefurji, ki ste toliko kao prijazni in na strani teh kao, le kakšni so, žgejo še skotore, zavračajo pomoč, imajo pametne telefone. Sram vas je lahko. Sram vas je lahko, pa vi ste živi dokaz, da se ljudje od nekdaj že selijo, da se ljudje zmeri šli za boljšo prihodnostjo. In vi in jaz smo otroci teh, ki so šli za boljšo prihodnostjo in ljudje so nas prijeli. In smo pokazali, da znamo biti eni ljudje, eni ne ljudje, nima veze. Samo ne lizati, ne misliti, da te bo imel ta nekdo, ki sovraži njih, rad zaradi tega, ker si spljuvil tega, ki ga kao on ne mara. Ker do včeraj je pljuvil take, kot si ti in zdaj bo s tabo pljuvil te, ki zdaj prihajajo in ki teh več ne bo, koga bo pol pljuvil? Koga bo pol pljuvil? Ne bo šel valjda za njimi v Nemčijo. In vsi vi, ki